V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Gospod govori, mislim na rešitev in ne na nesrečo. Klicali me boste in uslišal vas bom. Nazaj vas bom pripeljal iz izgnanstva, iz vseh krajev. Spoštovani, v današnjem drugem berilu, na današnjo 3. novembrsko nedeljo, bomo slišali besede apostola Pavla, ko pravi: kar pa zadeva čase in trenutke, bratje, ni treba, da bi vam pisali o tem, saj sami točno veste, da bo Gospodov dan prišel, kakor pride tat po noči. Kot pride tat po noči, nam v trenutku prometna nesreča lahko vzame življenje ali nas pohabi. Pri tej sveti maši se bomo danes na to 3. novembrsko nedeljo spet spominjali vseh žrtev naših prometnih nesreč. Molili bomo, da bi zmogli sprejeti bolečino, da bi našli mir v srcu, da bi tisti, ki so nenadoma stopili pred Boga, imeli res to veliko srečo in blagoslov, da bi Gospod lahko povabil k sebi na večno gostijo. Pripravimo sedaj svoja srca na to sveto mašo, v kateri bomo izrazili in molili zlasti za vse naše pokojne člane, ki so umrli v nenadni smrti v prometni nesreči. Molili bomo tudi za tiste, ki jih je ta nenadna smrt prizadela, ali pa za tiste tudi, ki so morda preživeli hudo prometno nesrečo, pa so telesno ali duševno zelo prizadeti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te, zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin Očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino? Ti si sveti, edino ti, Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim Duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Gospod naš Bog, od Tebe prejemamo vse dobrine. Naj Ti vedno in veselo služimo,
saj je v tem večna in popolna sreča. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige pregovorov. Vrlo ženo, kdo jo najde? Njena vrednost je daleč nad biseri. Srce njenega moža zaupa vanjo, povračila ne pogreša. Izkazuje mu dobroto in ne hudega. Vse dni svojega življenja skrbi za volno in lan in dela s pridnimi rokami. Svoje roke izteguje k preslici, njene dlani prijemajo vreteno. Svojo dlan odpira potrebnemu, svojo roko podaja ubogemu. Milina je varljiva in lepota je prazna. Žena, ki se boji Gospoda, pa je vredna hvale. Dajajte ji od sadov njenih rok, njena dela naj jo hvalijo pri mestnih vratih. Božja beseda. Blagor vsakomur, ki se boji Gospoda, ki hodi po njegovih potih, sadove truda svojih rok boš užival, srečen boš in vedno ti bo dobro. Tvoja žena bo kakor rodovitna trta sredi tvoje hiše, tvoji otroci bodo kakor oljčne mladike okrog tvoje mize. Glej, tako bo blagoslovljen človek, ki se boji Gospoda. Blagoslovi naj te Gospod Siona, da boš užival blaginjo Jeruzalema vse dni svojega življenja. Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Tesaloničanom. Kar pa zadeva čase in trenutke, bratje in sestre, ni treba, da bi vam pisali o tem, saj sami natančno veste, da bo Gospodov dan prišel, kakor pride tat po noči, ko bodo govorili mir in varnost. Tedaj bo nenadoma prišla nadnje poguba, kakor pride porodna bolečina nad nosečnico, in ne bodo ubežali. Vi, bratje, pa niste v temi, da bi vas ta dan presenetil kakor tat. Saj ste vi sinovi luči in sinovi dneva. Nismo sinovi noči in ne teme, zato nikar ne spimo kakor drugi, ampak bodimo budni in trezni. To je Božja beseda. Aleluja. Ostanite v meni in jaz v vas, govori Gospod. Kdor ostane v meni, rodi obilo sadu. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko. Neki človek se je odpravljal na potovanje in je sklical svoje služabnike ter jim izročil svoje premoženje. Enemu je dal 5 talentov, drugemu 2 in tretjemu 1, vsakemu po njegovi zmožnosti, in odpotoval. Po dolgem času je prišel gospodar teh služabnikov in napravil z njimi obračun. Pristopil je tisti, ki je prijel 5 talentov. Prinesel je 5 drugih in rekel: Gospodar, 5 talentov si mi izročil, glej, 5 drugih sem pridobil. Gospodar mu je rekel: Prav, dobri in zvesti služabnik.
v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopi v veselje svojega gospodarja. To je Kristusov evangelij. Mesec november je v celoti posvečen spominu na rajne. Imamo poseben praznik 2. novembra, ko se posebej vesoljna cerkev tudi po bogoslužju spomni pri mašah vseh vernih rajnih, ki še potrebujejo naše pomoči. Tako tudi skozi ves mesec lahko tudi pod običajnimi pogoji dobivamo popolni odpustek in ga namenjamo našim dragim rajnim. Tako se danes na 3. novembrsko nedeljo, torej prav sredi novembra, še posebej spomnimo vseh naših dragih, ki so nenadoma odšli, ki so torej umrli v prometni nesreči, ko je bil njihov odhod nenaden. So odšli od doma, so odšli od kakšnega pomembnega opravka in dela, pa spet na poti se je dogodilo tisto, da niso prišli ne domov, ne da bi pripovedovali, kaj so tisti dan počeli, kaj bi morali še postoriti. Tako je naša dolžnost torej danes, da se teh žrtev prometnih nesreč res posebno ljubeznijo, s posebno pozornostjo res spomnimo in zanje molimo. In da nas ta nedelja in ta spomin in opomin res tudi nas neprestano prebujata v nas to zavest, to, kar smo slišali v današnjem 2. berilu, ko nas je apostol Pavel opozoril, da pride tat po noči. Kajti zadeve, čase in trenutke, bratje, ni treba, da bi vam pisal o tem, saj sami točno veste, da bo Gospodov dan prišel, kakor pride tat po noči. Zato bomo danes torej opravili to veliko dolžnost, predvsem pa krščansko ljubezen, da jim s svojimi molitvami, žrtvami, z dobrimi deli in tudi popolnimi odpustki pripomoremo, da bi ti naši bratje in sestre, ki so imeli to nezgodo, to nesrečo, ta nenaden odhod, da bi jim bil res blagoslovljen, da bi bil blagovan in da bi prišli tja, kjer jim je Gospod pripravil, torej tisti večni prostor pri svojem Očetu. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga. Rojen neustvarjen enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno. Je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek.
bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma. In je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve. In njegovemu kraljestvu ne bo konca. In od svetega duha Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih. In v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krsto odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnem veku. Amen. Sestre in bratje, prosimo Boga, vsemogočnega Očeta, ki hoče, da bi se vsi ljudje zveličali in spoznali tudi resnico. Molimo za sveto Božjo cerkev, naj jo nebeški Oče varuje in podpira. Molimo tudi za narode vsega sveta, naj jih Bog ohranja v miru in slogi. Molimo za vse, ki jih tarijo nadloge in stiske. Naj jim Bog usmiljenja pomaga, vsem tistim, ki žalujejo za svojimi dragimi, ki so umrli v prometnih nesrečah. Molimo tudi sami zase, za vse nas, da bi živeli kot Bogu prijetna daritev. Nebeški Oče, v teh težkih časih te še posebej prosimo za zdravstveno osebje, gasilce, policaje in vse, ki skrbijo za oskrbo ponesrečencev. Nebeški Oče, prosimo te za vse ljudi v zavodu Varna pot. Blagoslavljaj njihovo poslanstvo in jim dajaj vedno novih moči, ti, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Hvalim Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh. Tebi ga prinašamo, sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Po skrivnosti te vode in vina naj postanemo deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino. Tebi ga prinašamo sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Gospod Bog, sprejmi nas ponižne in skesane in naj ti ugaja danes naša daritev. Sestre in bratje, molimo, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Sveti Bog, po teh darovih, ki ti jih prinašamo, nas utrdi, da ti bomo vdano služili in nas privedi v srečno večnost. Po Kristusu, našem Gospodu. Gospod, zahvaljujemo se ti, našemu Bogu, in spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se tebi, sveti Oče, vedno in povsod zahvaljujemo. V tebi živimo, se gibljemo in smo. Vsak dan okušamo darove tvoje dobrote in že na zemlji imamo poroštvo večnosti. Prejeli smo namreč prvine Svetega Duha, po katerem se je obudil Jezusa in trdno upamo, da bomo nekoč po našem Gospodu Jezusu Kristusu
uživali neminljivo veliko noč. Zato se ti zahvaljujemo in z angeli oznanjamo tvoje velika dela ter kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet Gospod naš Bog, vir vse svetosti, zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svoje učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svoje učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služimo oltarju. Spomni se vse naših žrtev, prometnih nesreč, ki so bili nenadoma poklicani v večnost in ki so zaspali v upanju na vstajenje in ki so umrli v tvoji milosti, Gospod, daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, z njenim ženinom, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, Ti sprejemaš naše rajne v srečo večnega življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z nami. Jagne Božje, ki odjemneš grehe sveta, usmili se nas. Jagne Božje, ki odjemneš grehe sveta, usmili se nas. Jagne Božje, ki odjemneš grehe sveta, podari nam mir. To je jagne Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Srečen sem, če sem v Božji bližini, zato se z veseljem izročam v Božje varstvo. Molimo. Dobri Oče, prejeli smo nebeške darove. Največja je Tvoja ljubezen v nas te skrivnosti, ki nam jih je naročil obhajati v svoj spomin Jezus Kristus, ki s Teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod, z vami blagoslovi nas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Ostanimo v miru.